Hvala, Monika, za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat. Prispevek posvečam pomenu, pravzaprav unikumu fotografij najmlajših slovenskih fotoreporterjev med osamosvojitvijo Slovenije in vojno za njeno obrambo. Tomija Lombarja in Danijela Novakoviča. Oba sta komaj 20-letna, tedaj s svojimi fotografijami v enem dnevu vzbudila pozornost pri slovenskih fotoreporterskih eminencah. Tomi Lombar na prvi dan vojne, 27. junija 1991, Danijel Novakovič pa dan prej. Tomi Lombar je Ljubljančan. V dijaških letih je fotografiral za revijo Antena. Spomladi 1991 se je zaposlil kot honorarni sodelavec fotoreporter na časopisu Dnevnik. Pozneje je fotografiral za časopis Republika, najdaljše svoje poklicno obdobje pa za časopis Delo in njegove edicije. Za celoti podarjen fotoreporterski opus Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je prejel častno Valvazorjevo priznanje. Danes je zaposlen na RTV Slovenija. Danijel Novakovič, ki je danes med nami in ga tudi lepo pozdravljam, je rojen v Kopru v času osamosvojitve in vojne. 1991 je postal nadomestni fotoreporter časopisa Primorske novice. Nadomestil je namreč edinega tamkajšnjega fotoreporterja Zdravka Primožiča, ki je bil upoklican v teritorialno obrambo. Danijel Novakovič se je pozneje ukvarjal s komercialno fotografijo, od leta 2002 pa je prepoznaven fotoreporter Slovenske tiskovne agencije. Danijel Novakovič je 26. junija 1991 prišel najprej na Škofije, nato pa na ciljno prizorišče na mejni prehod Krvavi potok, popolnoma nepričakovano v vozilu posebne enote slovenske milice. To se je zgodilo na tako imenovani dan prej, ki je na Primorskem poznan zaradi vdora oklepnih enot jugoslovanske ljudske armade proti mejnim prehodom z Italijo. Še preden se je samostojna Slovenija slovesno razglasila in ko so bile v Ljubljani vse oči uperjene v slovesno pripravo osamosvojitvene slovesnosti. In na isti dan so se v dokaz potrjevanja suverenosti nad slovenskim ozemljem izvrševale tudi uspešno ali ne menjave mejnih tabel na državnih mejnih prehodih. Danijel Novakovič je pred 5 leti pripovedoval o fotografijah, ki jih je napravil na Škofijah in na Krvavem potoku, in ogledali si bomo del njegove pripovedi. Na križišču na Škofijah, tik preden se spustiš na mejni prehod, se je regrupirala posebna enota milice takratne. In z namenom, po moje, dati podporo, vojaško, močno podporo temu osebju, ki je table menjavalo na drugi lokaciji. Naslednja lokacija pa bil Krvavi potok pri Kozini. Mislim, da sva se takrat z novinarko, ker smo prišli do te informacije, sva se z avtom odpeljala do Škofij, tam smo srečali pač to enoto policije, nekaj fotografij sem naredil, to je že tam. Ampak se skupaj ni izgledalo, tako kot z mojega takratnega zornega kota ni izgledal kot nek resni dogodek. Pač tam policaji na kupu malo se pogovarjajo med sabo in večinoma so čakali, najbrž povelje oziroma timing za naprej. Potem smo se z njimi v koloni premaknili do nekega počivališča med Kozino in Krvavim potokom. Mislim, da je bilo neko parkirišče za kamione, nekaj takega, tako
nič posebnega. Parkirišče. Tam so se pa stvari tako zares začele. Ne. Fantje so se postavili v 2 vrsti, imeli so nek briefing, dobivali so navodila kako naprej. Ne. Potem je prišla taka super neumna ideja. Ne. Daniel, kaj pa, če bi ti skočil v enega od teh kombijev, specialcev in te pripeljejo naravnost na Krvavi potok. Ne. Tako, ja, pa ne se ni noben nič razmišljal o kakih resnih zadevah. Ne. Res mislim, da sem se usedel na pod enega od teh 2 kombijev med specialce in ko smo se pripeljali na Krvavi potok, so oni izkočili ven iz kombijev in sem se tam s fotoaparatom sredi ničesar znašel med njimi. Skakal sem čez nogi, oni so se poskrili pod avtomobile, vsak, mislim, lepo, tako pač, vsak na svojo stran, tako pač v tej neki vojaški formaciji, ne vem, kako po filmih vidiš, ne, včasih, teh hollywoodskih akcijskih filmih. Točno tako je bilo, ne, nič drugače, ne. In potem sem se jaz tam sredi ničesar znašel med njimi, ne, in se zamislil, da bi bilo mogoče pomoč, da se umaknem, ne. Ker če so kje mogoče vojaški graničarji, ne, lahko zaidem v težave, ne. Jaz sem tam tako štrlel, bil sem v neko brezvezno trenirko in neko majico oblečen, bilo je tako vroče, da je žgalo tisti dan, taka ne prav običajna bela svetloba je bila tako precej kontrastna, žgala je. Daniel Novaković je bil edini fotoreporter, ki je fotografiral celoten scenosled in dramaturgijo poskusa postavitve nove mejne državne table. V nadaljevanju se bomo osredotočila le na nekaj ključnih fotografij. Daniel Novaković je bil namreč v situaciji kljub mladosti in neizkušenosti popolnoma kos. To fotografijo interpretira kot prelomno moč simbolov. Ko se je specialna enota slovenske milice na Škofijah pripravljala na to akcijo varovanja civilistov, ki bodo poskušali zamenjati mejno tablo, je v objektiv ujel pripadnika specialne enote, ki je s flomastrom prekrival petorokrako zvezdo na čeladi. S tem se je simbolično odpovedal prejšnji državi, prejšnjemu simbolu. In da je mera simbolike popolna, izključuje lipa, pod katero je to spontano dejanje storil. Naslednja fotografija je fotografija, ki jo razumem kot moč položajev. Na desni strani zgoraj so pripadniki specialne enote milice na svojih položajih. Le par metrov levo pod drevesom je graničar JLA na svojem položaju v vlogi poskusa preprečitve menjave mejne table, torej kot agresor. In vmes, kje je Daniel Novaković, njegov položaj je položaj, ki presega meje in ki dobesedno prodre v prostor navzkrižnega orožja. Sledi ključen trenutek, to je fotografija vrhunca izkazovanja suverenosti. Varovan prihod 2 civilistov z novo mejno tablo, ki pa sicer še nima grba, prilepljen je bil naknadno. In še zaključna fotografija po večurni napetosti, ki odstira le začasno zmago stare države, še staro, stoječo tablo na desni in novo slovensko, ki je obležala na tleh. Skorajšnja vojna klima je bila pretežka in slovenska stran ni tvegala. Tisti dan zvečer se je Daniel Novaković odpravil na štop, ker svojega avta ni imel, v Piran, da bi tam fotografiral slovesen ognjemet ob razglasitvi samostojnosti. Toda, kot pravi še danes, slavja niti ni občutil, ker je bilo breme tistega dne preveliko.
Tomi Lombard se je s fotografijami proslavil na prvi dan vojne, 27. junija 1991, ko je kot štopar naključnega motorista in kot naključen sopotnik ekipe RTV fotografiral prodor tankov z vrhniške vojašnice, pravzaprav fotografiral je ta prodor med Podutikom in Brnikom. Tudi on je po 30 letih pripovedoval o svoji zgodbi, pa prisluhnimo izseku pripovedi. S podpojnim fotografom Begotom Agomezom, da greva z mojim avtom, ker on takrat ni imel avtomobila, da greva pogledati proti Primorski, če bodo prišli že kakšni tanki, če bo prišla slučajno JNA ven iz kasarn. Tako da sem se nekje ob 4 zjutraj, ko se je začelo počasi daniti, odpravil proti Jegotu, on je stanoval v Šiški in usedel sem se v svoj avto in sem se odpeljal proti Šiški. Na kar so me že v podvozu pri Tivuliju ustavili miličniki in so zahtevali, da dam avto v barikado, da postavim avto v barikado. Jaz sem jim probal razložiti, da sem fotograf in da delam za časopis Dnevnik in da rabim avto in tako naprej, ampak je rekel policist, kakšen Slovenec pa si, daj avto v barikado. No in potem sem dal avto v barikado in sem se tam znajdel brez avtomobila v podvozu. No, imel sem pa to srečo, da so pa mimo ravno takrat pripeljali mimo snemalci iz RTV Slovenije in so se tudi ustavili pred barikado in so vprašali, kaj je, no, njih je pa policist spustil, mimo barikade, ampak so pa videli mene, kad tam stojim in sem rekel, fantje, grem lahko z vami, in so rekli, skoč noter, sedel sem v zadaj in so rekli, skoč noter, gremo skupaj pogledati, če so kakšni tanki. Oni so pa že imeli informacijo, da so tanki zapustili vojašnico na Vrhniki. No, na kar smo se odpravili proti Podutiku, ker je bila tam nekje ta trasa tankov, da ne bi preko Vrhnike in preko Podutika in Dravelj tanki prišli na Celovško cesto in potem proti Brniku. No in takrat smo čakali tam smo prišli na Podutik, kjer so bili še neki fantje na nekom kamionu, ki so proslavljali osamosvojitev proti jutru, takrat se je že počasi danilo. In vem, da smo mi slišali v gozdu že nek ropot, kar fin ropot, in to so bili ti tanki, ko so prišli iz Vrhnike, so bili namenjeni proti Brniku. No in takrat snemalc vem, da smo stopili tako malo za drevo, in se spomnim, da je takrat en od teh fantov, ki so imeli gor zabavo oziroma žurko, stopil pred tank, dvignil roke kot v znak, da ne se ustavljajo. No, on je mogel odskočiti, ker ta tank se ni ustavil. In smo počakali, da je šla kolona mimo. Potem smo se usedli v avto in smo šli za njimi. In potem, jaz sem sedel v zadnji v avtomobilu, seveda nisem mogel fotografirati iz avtomobila, ker na sprednjem sedežu je sedel pa snemalec od televizije in je skozi steklo, vetrobransko steklo, snemal dogajanje oziroma to vožnjo tankov. Jaz sem imel pa srečo, smo pa v Dravljah, smo stopili pa ven, da je snemalc še malo posnel. No, jaz sem pa takrat ustavil enega motorista, mopedista, enega mladega fanta na mopedu, se še dan spomnim, Tomosa 55 je imel, in sem ga prosil, če me pelje proti Šentvidu, da bom fotografiral tanke, in je rekel lahko, tako da sem se usedel nazaj z sedež mopeda in sem se vozil z njim. Tako da sem z mopeda fotografiral to vožnjo tankov, ki so šli ki so se potem peljali po Celovški cesti, na kar me je odložil pri odcepu za Gorenjsko avtocesto. Tam sem ponovno fotografiral, ko so tanki razbijali barikado, tam so bili postavljeni neki kamioni, sem fotografiral to barikado, na kar so se vmes ponovno, po koloni, ko je kolona odpeljala, se je ponovno pripeljala televizijska ekipa z avtom. In sem spet skočil k njim v avto in smo se odpeljali naprej proti Brniku. No, na Brniku so pa že na tej cesti Vodice-Brnik, oziroma Lahovče-Brnik, so pa tudi že tanki se postavili preko ceste in zaprli cesto.
Tako da smo se tudi mi tam ustavili, ne? In smo tam naredili še nekaj posnetkov, ko so se domačini, ki so se peljali po tej cesti na delo, ustavljali, ker nihče ni vedel, kaj je zdaj to, tanki na cesti ob 6. zjutraj, pol 7. Ne? To je Lombarjeva najbolj prepoznavna in že ikonična vojna fotografija. Lombarjev po dotiku izza drevesa fotografiral torej moškega v trenutku, ki je odločno stal pred tankom z visoko dvignjenimi rokami. Ta motiv je takoj izzval primerjavo z eno od svetovno znanih fotografij Jeffa Widenerja, ki jo je napravil 5. junija 1989, ko se je moški na trgu nebeškega miru v Pekingu postavil pred tankovsko kolono. Kompozicija prizora je zrcalna. Čeprav nam fotografiji ne povesta nadaljevanja, vemo, da se je tank v Pekingu celo ustavil. V podotiku pa je moški moral odskočiti pred tankom, da si je rešil življenje. Lombard je zelo hitro ujel trenutek še enega moškega, ki je na Celovški v Ljubljani poskušal zaustaviti tank s svojim telesom. Fotografiral ga je v trenutku odskoka. Obe fotografiji interpretiram kot naravno izkazovanje pravice do samoodločbe na najbolj spontan, najbolj human način. Tovrstnih fotografij ni napravil nihče drug v Sloveniji. Tomi Lombard se je prvi dan vojne prelevil v vojnega fotoreporterja in oborožen s fotoaparatom in lastno iznajdljivostjo izrazito tvegal. Napravil je tudi nekaj barvnih fotografij, ki so bile tedaj med fotoreporterji redkost. Lombardjeve fotografije prvega dne se zaključijo z motivi kontrastov med civilisti in agresorjem z upirenim orožjem tik pred Brnikom. In naj še zaključim. Čeprav je bila aktivnost junakov z Novakovićevih in Lombardjevih fotografij tiste dni neuspešna, pa je učinek fotografij izjemen v dokazovanju prizadevanj za potrjevanje samostojnosti in suverenosti Slovenije. Trajna vrednost Novakovićevih in Lombardjevih fotografij je tako v scenosledu dramatičnih dogodkov, v moči in nemoči poznanih in neznanih junakov, kakor tudi v simbolnih detaljih. Menim, da sta presežno sporočilnost fotografij, tako Damjan Novaković kot Tomi Lombard, dosegla tudi zaradi mladostne zagnanosti in spontanosti, pa tudi profesionalnega vzgiba biti dovolj blizu. Hvala za pozornost.